Letos spominski pohod na Cesarski vrh poteka že 10. Slavnostni govorniki so bili že mnogi pomembni predstavniki države Slovenije, od poslancev, ministrov do predsednika državnega sveta. Letos pa se je na vabilo občinskega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec odzval gospod, ki je bil član prvo demokratično izvoljene skupščine Slovenije, poslanec državnega zbora, tudi predsednik državnega zbora Republike Slovenije, poslanec Evropskega parlamenta, predsednik vlade in dvakratni predsednik Republike Slovenije. Predvsem v obdobju, ko je bil predsednik države, se je iskreno trudil za spravo in sožitje med slovenskim narodom, za kar smo mu še posebej hvaležni. Cenimo njegovo odločno moralno podporo pri iskanju resnice in ohranjanju spomina na dogodke, ki so privedli do tega, da smo pred 32 leti stopili na pot demokratične, samostojne in neodvisne države Slovenije. Gospe in gospodje, v čast nam je, da je z nami gospod Borut Pahor, ki mu predajam besedo. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod vikar, veterani, svojci, dame in gospodje. Slovence je v prejšnjem dramatičnem 20. stoletju zgodovina zelo preizkušala. 3-krat smo bili v vojni. V prvi se naši fantje na frontah niso borili neposredno za našo stvar. Vendar je iztek prve svetovne vojne bil zelo pomemben za oblikovanje našega nacionalnega ali pa, če želite, državnega ozemlja. Izgubili smo Primorsko, vendar smo dobili spodnjo Štajersko in Prekmurje. Potem je sredi 20. stoletja, sredi tega nemirnega, dramatičnega časa, prišlo do druge svetovne vojne, ki je bila velika preizkušnja za naš narod in slovenskemu partizanskemu gibanju gre zahvala, da je z domoljubjem obranilo našo svobodo, skupaj z zavezniki. Žal pa imamo na tisti zelo slaven čas tudi grenke spomine. Brat je dvignil nad brata roko in to je povzročilo velike rane, ki so bila desetletja potem nezaceljene. Konec stoletja pa je spričo velikih tektonskih premikov v Evropi in v svetu prinesel slovenskemu narodu priložnost, da izkoristi zelo majhno okno zgodovinske možnosti in ustvari slovensko državo. Zakaj se je to lahko zgodilo, čeprav je bila ta možnost, tudi ko danes pogledamo z perspektive, tako majhna? Nikoli ne smemo pozabiti, da je ustanovitvi slovenske države botrovala slovenska politična pomlad, ki se je razcvetela konec 80. let prejšnjega stoletja. Kot opozicijsko gibanje takratnemu režimu, ki ni več imel notranje moči, da bi Slovencem zagotavljal neko materialno blaginjo in seveda ponudil politično svobodo. Slovenska politična pomlad je nenazadnje slovenskemu človeku, slovenski skupnosti prinesla nekaj, kar prej v vsem času, vse tja od evropske pomladi narodov, zamisli o zedinjeni Sloveniji in celotnega zorenja naše nacionalne politične zavesti nismo imeli. In to so bile demokratične razmere. Leta 1990 smo naposled, po čudovitih letih, se mi zdi, slovenske politične pomladi, izvolili Bučarjevo skupščino in v tistem aprilu in mesecu tudi postavili novo, prvo demokratično izvoljeno slovensko osamosvojitveno, kot smo ji rekli, Demosovo Peterletovo vlado. Demokracija, demokratični prepiri, pa tudi seveda demokratično sodelovanje so v tistem nemirnem letu 1990 omogočili, da se je v zelo, zelo kratkem času, tam od aprila 1990 do decembra 1990, torej v slabega
3/4 leta oblikoval nacionalni konsens za osamosvojitev naše države. Ta je bil na plebiscitu tudi izglasovan. Demosova Peterletova vlada pa je v dobrega pol leta izpolnila mandat, ki smo jim ga naložili ljudje, ki smo se odpravili na referendum in plebiscitno sprejeli odločitev za samostojno državo. To je bilo mogoče zato, ker je ves ta čas, v času slovenske demokratične politične pomladi, zlasti pa z ustanovitvijo prvih demokratičnih institucij, to je slovenskega državnega parlamenta, Bučarjeve skupščine in vlade, Peterletove osamosvojitvene vlade, pravzaprav je postal ta demokratični dialog tudi prepir, stvar sistema in ne več samo naključij. To je omogočilo, da smo se Slovenci takrat ob vseh razlikah, ki so bile, in pazite tudi ob vseh zgodovinskih zamerah, ki so med nami bile, ki so ostale tudi v mnogočem zaradi skupne volje po osamosvojitvi neizrečene, da smo se navkljub razlika med nami, morda prav zaradi njih, poenotili o bistveni stvari tistega časa. In to je o ustanovitvi samostojne države. Leta 1991, konec junija, je Bučarjeva skupščina tudi sprejela zadnje 3 osamosvojitvene akte in naslednji dan smo lahko na Trgu Republike svečano proglasili ustanovitev naše države. Vendar je bilo skoraj da neizogibno, se je zdelo, da je bila ta odločitev slovenskega naroda dobesedno napadena. Danes smo se tukaj zbrali zato, ker želimo z iskreno hvaležnostjo v srcu izreči besede ponosa in nekega domoljubnega občutka za tiste, ki so se v tistih dneh, v tistih slavnih 10 dneh, postavili v bran naši novi, neodvisni in samostojni Republiki Sloveniji. Nekateri so žal izgubili življenje, drugi so postali invalidi, nekateri za celo življenje. Večina, velika večina pa je, hvala Bogu, zaradi enotnosti slovenskega naroda v kratki osamosvojitveni vojni ostala brez takih stalnih ran. Tukaj smo se zbrali zato, da se poklonimo spominu na tiste, ki so darovali največ, kar so lahko, svoja življenja, in vsem tistim, ki so se takrat odzvali klicu domovine in se postavili v bran slovenski državi. Tudi ta enotnost v času obrambe slovenske države je bila plod politične in narodne enotnosti. Slovenci nismo vselej izkusili take enotnosti. Eno vojno prej, sredi 20. stoletja, sredi druge svetovne vojne, te enotnosti žal Slovenci nismo premogli. Nismo je premogli, po mojem mnenju, po mojem skromnem mnenju, zato, ker je nismo mogli konstituirati, ker nismo imeli demokratičnega vzdušja in demokratičnih institucij. Konec, torej sredi 20. stoletja. Medtem ko pa po demokratični pomladi, ko smo ustanovili Bučarjevo skupščino, imenovali Peterletovo vlado, pa so se te možnosti za to, da smo znotraj demokratičnega, organiziranega demokratičnega dialoga prišli do enotnosti, smo to možnost imeli. In to naj bo, spoštovane gospe in gospodje, tudi neko sporočilo tistim, ki se ozirajo v našo prihodnost in jo bodo tudi aktivno sooblikovali. Najprej naj nikoli ne pozabijo, da imajo to veliko priložnost ali privilegij, da živijo v mirni in varni državi, ki je samostojna in suverena in je po naši volji del velike evropske družine, ki je zaradi svojega članstva v NATO in drugih institucijah del zahodnega sveta, tistega dela sveta, ki smo mu vedno želeli pripadati. Da ima neko tradicijo in zdaj že tudi v mednarodni skupnosti neko slavno identiteto. Da so torej tukaj položeni temelji za to, da gremo za to slavno zgodovino naprej. Kako bomo šli naprej? In o tem se je spraševal tako gospod Vikar kot gospod župan. Je odvisno od nas.
ne od drugih. Seveda tudi od zunanjih okoliščin. Ampak kako se bomo na te zunanje okoliščine mi odzivali, je pa odvisno od nas samih. In tukaj ne pride to sporočilo slovenske politične pomladi, osamosvojitve, obrambe samostojne države do polnega pomena. To smo lahko dosegli zato, ker smo razumeli, da smo različni in te razlike nas bogatijo. Jih moramo spoštovati. Nekatere so tudi nepremagljive. Z njimi moramo znati živeti. Vendar kot vsaka skupnost, tudi naša nacionalna skupnost, teži k temu, da vendarle najde nekaj bistvenih stvari, ki jo vendarle povezujejo. Če in kolikor bomo znali Slovenci najti te elementarne stvari, ki nas povezujejo za voljo sedanjosti in zlasti prihodnosti, ni potrebno, da imamo glede te prihodnosti strah. Gotovo bomo imeli vsi neke skrbi, ampak ne strahu. Temveč bomo imeli tudi za naše otroke in naše vnuke upanje. Zato kličemo v tem spominskem dogodku k sodelovanju med nami, k upoštevanju razlik. Ne bodo glede teh razlik tudi dialogi, tudi prepiri, ti ne bodo, kolikor je mogoče, smiselni, o kakšnih stvareh se tudi ne bomo mogli poenotiti. Važno je, da ohranjamo neko kondicijo za sodelovanje. Da nikoli nobene razlike med nami, ne izkoristimo za to, da namesto v nasprotniku vidimo sovražnika. Nekoga, ki ga je treba izključiti za naš lastni mir ali za naše lastne preživetje. To je vse, kar je potrebno vedeti glede naše prihodnosti, se mi zdi. Nočem biti zdaj zelo enostaven. Seveda je življenje zelo komplicirano, ampak če poskušamo zreducirati našo zgodovinsko izkušnjo na zelo mehen, vendar zelo temeljit izcedek, je to. Bodimo demokrati, pogovarjajmo se, prepirajmo se, sodelujmo sem in tja, se tudi ne bomo poenotili. Ampak nikoli nobene razlike ne izkoristimo za to, da bi se sovražili. Če so Slovenci, če so naši otroci in naši vnuki med seboj nikoli ne bodo sovražili, nikoli ne morejo nastati take zgodovinske okoliščine, ne domače, ne mednarodne, zaradi katerih bi oni tvegali njihovo lastno življenjsko usodo. S tem sporočilom se vam zahvaljujem, da ste me povabili medse. Svojcem in vsem nam še enkrat voščim, da bi spomin na žrtve in vse tiste, ki so se pogumno postavili v bran, nikoli ne zamrl, da bi bil živ, da bi bil slaven, da bi ga otroci nosili sabo v srcu kot neko sporočilo glede prihodnosti, glede preteklosti za njihovo slavno prihodnost. Hvala za vašo pozornost.